bi kot primer vodili desno ali levo Ja, vlado? meni je čisto vseeno, samo da se to zgodi čim prej. Jaz mislim, da je to prava priložnost. A ne, ker zakaj se borimo? Danes bi morala vsa slovenska politična elita zato končno stopiti skupaj, ne pa se prepirati vsakič znova. Okay, razumem, da se vi že ves čas vidite kot mandatarne. Ja, ampak a mislite, da vas druge stranke tudi vidijo tako? A mislite, da drugi lideri nimajo svoje Ja, računice? seveda imajo, seveda. Kaj pa ste naredili? Ja, nič, premagali bomo, ker če nam zdaj rata dobi dovolj glasov, bodo preprosto morali sodelovati z nami. Okay, pa je, da vas zadnje tedne vsi vabijo na kavo, je to res? No, ne? piše se marsikaj. Ampak ni res, jaz sem povabil vse predsednike strank na čaj ali kavo, potem vse ministre na kosilo in vse tajnice na večerjo in to v dobre restauracije, za katere moraš imeti 60 evrov, a ne na menu. Ampak, a bi strici z ozadja bili zelo nervozni, če bi šli na kavo z Janšo? No, sej ne bi rekel, da grem na kavo z Janšo. Mnogokrat je bolje za partnerja, če ne vedo čisto vsega. Vem, da so tudi oni kofetkali s Pahorjem, pa z Janšo, pa s Kanglerjem celo. Tako da, ampak sej ena kava še nič ne pomeni, to je samo tako. Ampak če postanete premier, a bo res Sašo Hribar nov kulturni minister? Ja, Sašo se vidi v politiki. Pa je to fair, da boste zdaj svoje frende nastavljali. Sašo bi bil dober minister, on ne bi dovolil delati takšnega sranja. On je nekdo, ki probleme rešuje in ustvarja, ni res tudi to, da sva frenda, bila sva pa sodelavca. No, ampak lik pred nami ste začeli kot imitator, z nekimi liki ste postali zelo uspešni. Kako bi recimo vaš lik Serpentinšek ocenil delo Cerarjeve vlade? Ja, lej, čuješ, koliko če bi ti recimo kupil prašiča, pop ga pa redil na 300 kil, nekom ga pa prodal, ka za mladega vdojka. Ja, to ni v redu.